Nogometaši Domžal so se na prvo gostovanje v drugi četrtini letošnjega prvenstva odpravili na areno z Dežele, kjer so se pomerili s Celjem. Slednje se je v tekmo podalo s popotnico 3 tekem brez sprejetega in doseženega gola, Domžalčani pa so bili v nizu 3 zaporednih porazov. Trener Simon Rožman se je v primerjavi z zadnjo tekmo proti Rudarju odločil za 3 zamenjave v udarni enajsterici. Jureta Balkovca je na levem bočnem položaju zamenjal debitant v slovenskem prvenstvu Darijo Melnjak. Na drugi strani je na mesto Matije Roma zaigral reprezentant Matija Širok, pred Juretom Matjašičem pa je prednost dobil Nermin Hodžić. Po uvodnem pisku sodnika Bojana Mertika so sredine igrišča krenili Domžalčani, ki so tokrat zaigrali v beli športni opremi. Prva priložnost na tekmi v 12. minuti. Na desni strani je bil pri žogi Amadej Brecelj, podal je na vrh kazenskega prostora, tam je Lupeta žogo spravil do Filipa Dangubiča, ki je strelom ob bližnjo vratnico premagal vratarja Dejana Miliča. Hitro vodstvo Celjanov, ki so zadeli prvič pod vodstvom novega trenerja Dušana Kosiča. Domžalčani so nemudoma odgovorili v 14. minuti, Hodžić za Široka podaja na prvo vratnico, tam pa so domači odbili pred Bizjakom. Nova priložnost v 16. minuti, skota je podal Ibričić, vratar Jurhar v prazno, poizkušal je Vetrih, žoga je prišla do Široka, nov predložek na drugo vratnico, tam pa je Gaber Dobrovoljc z glavo streljal za las mimo desne vratnice. V 19. minuti Hodžić na desno, za Široka predložek v kazenski prostor, žogo si je namestil Amedej Vetrih, streljal močno, toda na pravem mestu Jurhar. 25. minuta, Ibričić skota do Melnjaka, predložek Ibričića v kazenski prostor, na prvi vratnici pa je uspešno posredoval vratar Celja Metod Jurhar. V 27. minuti pa je bil tudi Jurhar brez moči. Na desni strani se je boril Nermin Hodžić, podal je do Bizjaka, ta je našel Ibričića, žoga je prišla do Husmanija, ki je z desnico natančno meril v levi kot nemočnega vratarja Celja in izid izenačil na 1:1. Prvi gol Husmanija v letošnji sezoni, sicer pa je to že 15. strelec Domžal v letošnjem tekmovalnem letu vseh tekmovanjih. V 30. minuti nova priložnost za Domžalčane, Vetrih na levo stran do Alvirja, ta je močno sprožil, Jurhar pa je s težavami žogo odbil. To je bila tudi zadnja akcija v prvem polčasu, ki se je zaključil z neodločenim izidom 1:1. Drugi polčas so sredine igrišča krenili Celjani, prvo priložnost pa so imeli Domžalčani in sicer že v 49. minuti. Gaber Dobrovoljc je poslal dolgo žogo na polovico Celja, v kazenskem prostoru je do strela prišel Bizjak, brez težav pa je žogo ujel vratar Jurhar. Na drugi strani prodor Rudija Požega Vancaša, težave v obrambi Domžal, na koncu strel nogometašev Celja, toda mimo desne vratnice. V 65. minuti znova v akciji Požek Vancaš, predložek Brecla, do strela je prišel Dangubič, meril je mimo leve vratnice. Priložnost tudi za Domžalčane v 73. minuti, Melnjak na drugo vratnico, tam je Hebaj z glavo vrnil žogo v sredino, streljal je Luka Volarič, Jurhar pa je z odlično obrambo žogo odbil v prečko, v nadaljevanju pa so se domači ubranili. V 79. minuti pri žogi Nermin Hodžić podal je do Volariča, slednji na drugo stran, kjer je iz ozadja prišel Melnjak, močan strel z levico, Jurhar je odbil v kot. In še zadnja priložnost na tekmi v 84. minuti, protinapad Celja, Lupeta za Dangubiča, ta je prodrl v sredino, žogo namestil Lupeti, ki pa je streljal previsoko. Ja, nekako zanimiva dinamična tekma, spet si pripravljamo kar nekaj lepih priložnosti, sicer manj kot prejšnjo tekmo, nekako zdajila malce realizacija, predvsem malce več mirnosti v samem zaključku tekme. Žal mi je mogoče tega poceni prijetega zadetka, ampak nikaj, pred nami je reprezentančna pauza, treba se dar spočiti, nekako bom rekel priti v zmagovalni ritem in jaz se nadejam, da bo po tej reprezentančni pauzi samo še na bolje.
Dvotedenski reprezentančni odmor bodo rumeni izkoristili za mini priprave v Moravskih Toplicah, kamor se odpravljajo že v ponedeljek zgodaj zjutraj. V soboto ob 16:15 pa bodo odigrali tudi odmevno prijateljsko tekmo, saj bo v športnem parku Domžale gostoval videmski Udinese, član elitne italijanske serije A. Vstop na stadion bo prost.